Gospod Odem, vi se na tej točki strinjate z Andražem, ne? Zdaj, na tej točki bom jaz poskušal malce pravniško razmišljati, ne? Smo pa na enem spolskem področju, na področju ideologije. In stari Grki so ugotovili, že stari Grki so vedeli, da je smisel življenja, ne, v končni fazi, kako prijetno je živeti. In pa so ugotovili, če je neka anarhija, se ne domenijo na področju uživanja, kako bomo zdaj na tem teritoriju, na tem polisu uživali. In so rekli, najbolje, da spišemo neke zakone, neko ustavo, katero se bomo vsi držali. In zakaj se je to vzpostavilo? Koncept ustave zakonov. Zato, da se je poenotilo uživanje. Freud je rekel, čez 2000 let recimo je rekel, načelo ugodja je temelj človekovega bivanja. Ne? Človek, če je kaj, kar obvladuje človeka, je to načelo ugodja. Lušen mora biti v tem življenju. Ne? In na smrtni posteli se vprašamo, ali se je splačalo živeti, ali je bilo v tem življenju prijetno, ali smo bili srečni. Ne? In kaj delajo politiki? Politiki skozi neko zakonodajo, pa skozi te pravo, policijo, vojsko, skušajo dvigniti aritmetično sredino prijetnosti življenja na višjo raven. To je naloga politikov in to so stari Grki že vedeli. Če smo vsi držali nekih zakonov, bo za vse bolj prijetno. Nek konsens moramo najti. In ravno na področju prijetnosti življenja. In na tej točki, recimo, sem jaz prišel do ideje in tukaj sem, recimo, ideološki in to v eno protismer tej družinski zakonodaji. Namreč, če bo veljal ta zakon, ali pa ta dva člena, ki se meni zdi ta sporna, ta 7. člen o vzgojnih profutah, pa ta o posvajanju, se nam zna zgoditi, ne, in tukaj zdaj to nelagodje, da bo aritmetična sredina družbene sreče čez 20 let, recimo v Sloveniji, nižja. Zakaj? Zato, ker bodo te otroci, ko bodo zrasli v odraslosti, trpeli kot hudič na križu. Ok, je provokativno, verjamem, ampak ok, imeli bodo probleme, imeli bodo vozle, ampak nelagodje iz svoje osebnosti bodo prenašali na vse ostalo, še vsi ostali bodo trpeli. Če otroci ne bodo zrasli v harmonični družini, in harmonična družina bi lahko bila tudi istospolna, samo problem istospolnih družin, da imata partnerja, iste genitalije in ne more deček, ne deklica razmišljati, kaj ta dva ljubljena med sabo počneta. Obstaja oralna faza psihoseksualnega razvoja, kjer se dojenček zaljubi v svojo mamico in zaradi tega prvega zaljubljenja se lahko človek v odraslosti zaljubi. In ta deček potem ostaja na tej mamici, naslednica mamice je ženska. Deklica se zaljubi v mamico, zato, ker se je zaljublja v mamico, se lahko zaljubi v moškega. Ne? Koncept zaljubljanja je tudi pri deklici isti. Ampak deklica pri 3 letih zamenja svoj objekt želje in preide iz mamice na očeta. Ampak ne katerega koli očeta, ampak na očeta, ki ima organ več kot ona. To je ta kastracijski kompleks. Se pravi, ko deklica misli anatomije lastnih genitalij in jih primerja z genitalijami nasprotnega spola, sebe in mamico prepozna kot hendikepirano, kot bitje, ki na tem telesu nekaj nima, nek organ. In zaradi tega mislenja naredi preskok iz matere na očeta. In epicenter ženske želje je organ, ki njej na telesu manjka. In kako naj zdaj deklica razreši ta kastracijski kompleks ob 2 mamicah? Tukaj je ta moj pomislek in ko bo taka deklica v odraslosti, recimo, šla v partnerski odnos, se bo zalomila. Otroci, ki bodo vzgojeni v istospolnih partnerstvih, ne bodo postali homoseksualci, recimo, tako kot bi radi, ne vem, iz Nove Slovenije pa iz SLS-a, ne vem, to razlagali. Ampak jaz pa trdim, recimo, da se jim ne bo gnusilo seksati z istim spolom. Ne? Ampak nič hudega. Ampak koncept družine se bo sesuval ravno zaradi takih, nekih absurdnih situacij, ki se bodo dogajale v nekih razdrtih primarnih družinah, kjer ne bo ta starša različno spolna. In aritmetična sredina družbene sreče bo nižja.
In tukaj je ta ideološka zadeva, ki se vam zagotovo ni všeč. Ne, da mi všeč. Pa mogoče bom še rekel, da poznam vse te ameriške raziskave, da obstaja več ameriških psihoanalitičnih združenj in da poznam, da so sprejeli sklep in jaz sem klical sem v enem psihoanalitičnem združenju in sem rekel, lejte, a ste vi to sprejeli? Sem rekel, pa vi poznate Oedipov kompleks, kako se ga deček pa deklica razrešuje? A ste brali vi Freuda? Mislim, na podlagi čega se lahko tak sklep spremete? Ne? In človek, s katerim sem se pogovarjal, ne, je bil, odrastel je v istospolni družini, ne, pa je rekel, z mano nič narobe. Sem rekel, zakaj ste pa v psihoanalizi? A ste bili vi na psihoanalitičnem kavču? Povejte mi, kak partnerski odnos imate zdaj. Ne? In potem je pa komunikacija se prekinila. Jaz se bojim, da partnerski odnos, pa harmonija življenja v odraslosti ne bo tako enostavna tem otrokom, ki bodo zrasli v istospolni družini. To je moj pomislek. Vem, da nimam spoznanja, jaz nisem Bog, ki bi vse vedel, ampak iskreno se trudim vedeti in imam tisti starogrški timos in če nekaj vem, se mi zdi moralno odgovorno, da prenesem to svojo vednost na druge. In moji kolegi, jaz nisem terapeut, ne, ampak so mi pa terapeuti, so me poklicali pa so rekli, stojimo za tvojim ekspozejem v državnem zboru, recimo. In so rekli, če bi jaz to govoril, bi izgubil službo, ker danes ni modno biti konzervativen. Jaz sem pa levičar, ne, si pa upam to povedati, ker nimam kaj izgubiti službo, sem že izgubil, skratka, čutim se odgovornega, da to moje znanje prenesem tudi na druge. Miha, te lepo prosil za odgovor, pa predvsem, da nam tudi omenjaš, gospod Vodeb je povedal o otrocih, je govoril o otrocih v istospolnih zakonskih zvezah, pa me zanima, če imaš kakšno izkušnjo iz prakse, kako se razvijajo taki odnosi v takih družinah. Zdaj, jaz bi sam nekaj rad povedal, no, pač bomo se pogovarjali tudi tako očitno, ne, pač kakšne izkušnje imamo, pa kdo je koga, ki je videl, pa slišal, pa spoznal, pa tako, ne, samo to, meni se ne zdi sicer tisti diskurs, no, ki naj bi bil distanciran, ne, ker potem prijemo na empirično raven in pač, ne, kaj, mislim, jaz ne vem, na to bom prišel polno, ampak namreč, jaz bi rekel, ko poskušam seveda razumeti to, kar vi pravite, ne, se mi naslednje stvari porajajo. Ne. Namreč operirate s terminom aritmetična sredina sreče. Ne. Moja prokontalščina. Ja, vsej. Ne. In zdaj, ta bo čez 20 let nižja, ne, ta kazalnik, ne, ki ste ga vi izumil, ne, če prav razumem. Ne. To je v bistvu en kazalnik. Ne. In zdaj, mislim, kakšna je bila pa pred 20 leti? Kaj bo pa vse še na ta vaš kazalnik čez 20 let vplival? A veste, ker za mene kot sociologa, ne, so pa na nek način sporne vse te terminološke operacije, ne, ki v bistvu prihajajo pač od tega, da jih nekdo pogrunta. Ne. Ker jaz pač tukaj vidim bom pač rekel, ne, neko zdaj psihoanalizo za trenutne dnevne potrebe. Ne, tako bomo malo prilagodili, vi v bistvu koncepte, jaz ne vem, zakaj niso že psihoanalitiki tako preprostih knjig napisali, ker vi pač poveste tako pa tako je, če so genitalije, če ne, tako eno, drugo, tretje, ne, in v bistvu, ne vem, morda se bo to še zgodilo, ampak zaenkrat nisem zasledil, da bi stroka, niti teoretska, niti tisti, ki pišejo o psihoanalizi v praksi, na ta način operirala. Ne? In v tem smislu, ko govorite o aritmetični sredini sreče, upeljujete nek zelo prijetno zveneč termin, ne? Kdo bo pa rekel, da mu ni za večjo aritmetično sredino sreče v 20 letih. In če vi rečete, da bo to gotovo, ne, pri tem pa hkrati pa poveste, da nimate v bistvu za to nobene osnove, ampak predvidevate, da to že ne mogo biti. Načelo ugodja, ne? Ja, načelo ugodja. A veste, če pa govorimo o principu ugodja, ne, potem pa moramo govoriti o tem, zakaj je v bistvu nekaterim težko sprejeti, da nekateri drugi dosegajo ugodje na drugačne načine kot oni. Ne? Potem se pa v bistvu vrnemo v ta srž v bistvu nerazumevanja drugih in drugačnih v svetu. Ne? V srž nerazumevanja nenazadnje homoseksualnosti kot take.
ne, v ta problem s tem, da ne uživajo ali pa uživamo vsi na enak način. Ne? V to, da seksualnost, in tukaj pač komentiram ne vaših stališč, ampak RKC, ne? Pač dejstvo je, da seveda je Rimokatoliška cerkev eden največjih v bistvu akterjev, ki se okrog te tematike razburja, in dejstvo je, da je to povezano zgodovinsko držo te institucije, kjer je pa seveda tudi spolnost v človeškem življenju, predvsem v funkciji reprodukcije. In spolnost kot v narekovajih rekreativna dejavnost, torej v tem smislu kot negacija prokreativne. Spolnost, katere namen, če imate pač spolne odnose, katerih namen ni spočeti otroka, je to pač slabo, ne, za to institucijo. In zdaj v tem smislu je seveda vsakršna spolnost, ne, pa naj bo heteroseksualna ali pa homoseksualna, v tem smislu seveda ki nima funkcije pač spočetja otroka, problematična. Zakaj je problematična? Zato, ker ljudem seveda nudi ugodje, ker jim tale faktor aritmetične sredine sreče povečuje. Ne. In v tem smislu je bila v zgodovini problem. In jo je pač seveda težko regulirati. A ne? V tem problematični so otroci, ki ne bodo srečni. Kako pa vi to veste, da ne bodo srečni? Zato, ker sem tega Freuda tako žvečil. In jaz vem, tudi kot osebni svetovalec, vsi tisti, ki imajo vozle, jih jaz vprašam, kakšno ste imeli pa otroštvo, in potem se izkaže, da so tam noter nastali fatalni momenti, da se ljudem v odraslosti zalomi pri življenju. Serijski morilci so vsi v otroštvu nastali. Ob neki posesivni, čustveno hladni materi, ki je ni korigiral dovolj dober oče. Je rekel Winnicott, učenec Melanie Klein. In Melanie Klein je bila tista, ki je Freudova učenka, ki je govorila o dobrem penisu očeta. In povedala, kakšno ključno vlogo ima pri razvoju ženske želje. Pa ni problem seksualnost tega otroka, ki bo zrasel. Problem je, da ta otrok, kot odrasel človek, sam ne bo srečen. In jaz vam lahko, zdaj, kot vi berete, bi jaz lahko prebral izpovedi lezbik, ki so se umetno oplodile, pa so rekli, it was crucial mistake in my life. Američani, verjetno so kakšni... Tudi kakšna heteroseksualna ženska morda, ki ta zga rekla. Veste, to so spet te izjave na izjavo. Ne? Nekateri ljudje pač take stvari rečejo, ampak kaj bomo zdaj to posplošili? Iz tega potegnali v bistvu nekakšno sled? Posplošeno se ve, da serijski morilci nastanejo v otroštvu. In posplošeno se ve, da se Oedipov kompleks vrača v odraslost. In če je kaj univerzalno, ne, je poleg tega načela ugodja univerzalna tudi razreševanje Oedipovega kompleksa. In tam mora biti otrok deležen dveh konceptov genitalij, zato da lahko v odraslosti razvije neko željo, ki imamo danes za normalno ali pa naravno. Ne? Zdaj, koncept normalnega pa naravnega je pa tudi ideološki konstrukt. Ja, in normalna je heteroseksualna želja. Ne, bom rekel, zdaj, če bi genetika vprašali. Zelo zanimiv